Aleš, 25. novembra pričenjaš AIQ program za izboljšanje odnosa z otrokom, ki bo trajal do 30. decembra. Program bo potekal vsak dan, razen ob sobotah, med 20. in 21. uro zvečer preko Zooma in sestavljen bo iz vaj in razlage. Nam poveš na kratko, kaj bo bistvo tega programa, kaj je njegov namen, zakaj si se odločil, da ga organiziraš? Namen programa je, da bodo starši bolj razumeli, zakaj se njihov otrok vede tako, kot se vede, ali pa zakaj njihov otrok je tako, kot je. Predvsem zato, ker imam iz tega naslova zelo veliko vprašanj, zelo veliko potrebe po delu, po pomoči, po učenju, ker se pač na mene obračajo starši, ki opažajo, da z otrokom nekaj ni okej. Pa ne vejo, kaj točno ni okej, oziroma ne najdejo odgovorov, ki bi jih zadovoljili ali pa ki bi jim bili v pomoč skozi ostale pristope. Tako da pač ta program sem že imel marca letos. Sem takrat je bil drugače ime, je bil program za otroke s kroničnimi stanji. Tukaj pa pač bolj splošno bo zastavljen. Predvsem pa je namen glavni osnovni namen programa je, da bodo starši ali pa vsaj eden od staršev dovolj dobro razumeli vpliv senzorno-motorne amnezije, ki jo imajo oni v sebi, na vedenje in stanje svojega otroka ali otrok. Katere težave otrok lahko rešujemo s pomočjo AIQ metode? V bistvu vse kronične težave, se pravi vse, kar se ponavlja, pa za kar ni zelo jasnega vzroka v določenih telesnih stanjih, ne. Se pravi to AIQ pri starših ne more nadomestiti operacij ali pa različnih medicinskih terapij kot takih, ker v bistvu ne deluje na tak način, ampak lahko pa pozitivno vpliva in pomaga pri procesu zdravljenja otroka po recimo medicinskih posegih in pozitivno vpliva na učinkovitost ostalih terapevtskih postopkov, ki se ukvarjajo. Seveda pa tudi zelo pozitivno vpliva na različne razvojne težave, kot so recimo težave pri hoji, nesimetrična drža, skolioza, kronične bolečine, izguba ravnotežja, vrtoglavce, disleksija, alergije, astma in podobne stvari, ki primarni razlog za nastanek, ali pa lahko rečemo, da je primarni njihov vzrok v nezavedanju in s tem nezmožnosti staršev, da spoznajo, kakšno je dejansko okolje, v katerem otrok živi in se razvija, in so prepričani in se trudijo po najboljših močeh, da bi otroku recimo ustvarili najboljše možno okolje, pa zaradi lastne senzorne amnezije ne zaznajo, kakšno je dejansko stanje, vidijo pa, da stanje otroka ni takšno, kot naj bi bilo, glede na to, kako naj bi bilo stanje okolja. Predvsem tukaj je največja prednost in korist tega programa oziroma namen. Kako je pa mogoče, da AIQ vaje pomagajo, da potem izboljšamo odnos z otrokom oziroma da jim pomagamo, da rešijo težave? Pomagajo zaradi tega, ker omogočajo in zahtevajo od izvajalca, sploh če so vodene na programu, se pravi 6-krat na teden, vsak dan redno, s strani učitelja, ki vaje vodi kreativno, kar pomeni, da so vaje nepredvidljive, da so izvajalcu znane, ampak niso pa mu toliko znane, da bi jih lahko avtomatizirano izvajal, se pravi, da bi jih pač lahko rečemo treniral. Ampak vaje vodim na tak način, da v bistvu zahtevajo od izvajalca maksimalno pozornost in fokus na to,
kaj govorim, kaj on dela in kaj čuti kot posledica svojih dejanj v čim daljšem času v roku te, recimo pol ure, koliko običajno vaja traja. In na ta način se izvajalec vaj izuri oziroma izboljša čutenje, kaj se dogaja v njegovem telesu, se pravi poveča tako imenovano telesno zavest, se pravi zavest, ki jo usmerjaš v telo, ki je pri starših, ki imajo otroke, s katerimi bi morali urejati odnos, kjer imajo otroci kronično neurejen odnos, kljub temu, da so lahko zelo prepričani, da imajo odnos v redu, vidijo pa na vedenju otroka ali pa na stanju otroka, da nekaj ni v redu. Se pravi, pri teh starših v 100% primerih opazim, da dejansko imajo popačeno zaznavo lastnega telesa ali pa potlačeno. Se pravi, da občutke, ki iz telesa bi morali priti, ki so dovolj močni in dovolj pomembni, da bi morali priti do zavesti starša, do tam ne pride ali pa pride do tam popačeni. In pa v bistvu, kljub temu, da se starš trudi razumeti otroka, da išče razloge, da googla, da sprašuje različne strokovnjake in ne najde pravega vzroka oziroma, kaj še najbolj pogosto, potem poskušajo spreminjati otroka, da bi se v enakem okolju kot prej vedel drugače, kar pa seveda za sabo potegne še večje probleme, ki se potem, ali pa en problem odpravijo, pa pol dva nova naredijo. In z vajami potem lahko udeleženec programa začne vedno bolj realno dojemati, v kakšnem okolju dejansko otrok živi, ker ga začne starš sam bolj čutiti in se začne pol vedno bolj zavedati, zakaj, kaj z otrokom ni v redu. Podobno je kot recimo, če, ne vem, kupite neko, recimo, sadno drevo ali pa okrasno rastlino, jo prinesete domov in vidite, da ne dela dobro. Noben ne bo šel razmišljati, da je z rastlino nekaj narobe. Ampak bo vsak rekel, bo šel, ne vem, na internet, bo šel do drevesnico ali pa do cvetličarja, kjer je to kupil, bo povedal, roža je taka pa taka, in kaj bo strokovnjak ali pa ekspert prvi vprašal, ne? Koliko jo zalivate, kje jo maste, ali je na prepihu ali ni, ali je dosti sonca, ali je preveč sonca. Se pravi, vedno se ukvarjajo z okoljem, koliko jo gnojite, ali ima dosti zemlje, ali nima. In isti pristop tudi uporabljam pri IQ-ju na tem programu, da z učenjem in z razlago procesov, ki jih večina ljudi, ki so ljudem znani, ker so pač v njih skozi, ne razumejo pa jih iz tega konteksta, iz tega modela razmišljanja, ki ga na programu učim, da se prepričajo tudi na telesni ravni z nižjo senzorno-motorno amnezijo, kakšno je dejansko okolje, v katerem otrok živi, in potem lažje določijo, ali je problem v otroku, ali je problem v genih, ali je problem dejansko v okolju. In še vedno do zdaj pa je bilo teh primerov več 100. Se je pokazalo, da je bil vsaj da je bil primaren vpliv okolje, seveda so zraven še drugi vplivi, na katere IQ pol nima vpliva, ne, tako da ni zdaj, da to vse uredi, ampak ko gre starš v bolj jasno določitev, kakšen ima partnerski odnos, kakšen je vpliv starih staršev na družino, kakšen je vpliv sorojencev ali pa recimo sorodstva ali pa službe ali pa okolja, v katerem otrok živi, sosedov in podobno, potem lažje razume, zakaj otrok kaže kronične težave, čeprav si jih ne otrok, ne starš ne želi. Vse si pa črpal to znanje, ki ga poučuješ na IQ programih, je to iz lastnih izkušenj z družino, je to s strankami? V bistvu IQ je tak, da poskuša gledati na vse stvari in jih povezovati med seboj, čeprav včasih se ti zdi, da povezave ni, ali pa ko malo bolj to pogledaš skozi desno možgansko hemisfero,
pa vidiš, da je povezava več kot očitna in da črpal sem v bistvu znanje predvsem iz IQ metode kot take, ki sva jo z ženo razvijala postopoma in seveda sem se najprej ukvarjal s kroničnimi težavami strank, kot takimi, bolečine v križu, kolkih, kolenih, glavobolih, visok tlak, nizek tlak in podobno. Smo zmeraj večkrat prišli na temo, da so mi povedali, da zdaj, odkar delajo vaje, pa odkar sebe čutijo drugače, da je prišlo tudi do sprememb v vedenju otroka. Da je otrok v bistvu spremenil, da so imeli določene stvari, ki so jih nekaj let že pestile in karkoli so naredili, nič pomagali. Da zdaj odkar pa recimo mamo, ki drugače razume čas, ki drugače razume fiziko, ki drugače razume telo, in je spremenila odnos do sebe, pa je spremenila pogled na sebe, pa je spremenila svoje dojemanje, kaj zmore, kaj ne zmore, in se je začela bolj ravnati po občutkih iz telesa, ki jih je zdaj dobivala v bolj jasni obliki in jih je skozi vaje se jim je naučila zaupati. Ker kaj skozi vaje tudi recimo izvajalec, se tudi sama veš, kad tudi vaje izvajaš, kaj opaziš je, da dejansko kljub temu, da nimaš nobenih motečih dejavnikov, da imaš zelo jasno navodilo, kaj narediti, da še opozorim in poudarim, na kaj ne bi bila pozorna, ko ali čutiš to, ali opaziš to, ali zaznavaš tisto, da si pa včasih kar šokiran, ker v bistvu misliš, da imaš nogo tako, ali pa roko tako, pa ko greš pa s pogledom preveriti, pa vidiš, da roka ni tako, kot si mislil, da je, ali pa da noga ni tako, kot si mislil, da je. In pa vidiš, da dejansko upravičeno ne zaupaš telesu. Zdaj, težava pa je, da otrok staršem komunicira predvsem skozi starševo telo, ker otrok nima razvite zavesti na takem nivoju, da bi se pogovarjal njemu enakovredno kot odrasla oseba, recimo z odraslo osebo, in je vpliv otroka na starše, še posebej na mamo, primarno skozi njeno telo. In zdaj, če ima ona telo odtujeno od sebe, če ga ne čuti, če mu ne zaupa, ali pa recimo, ko rečem, pri vaji, da počasi obrnete levo stopalo, skrajno levo, in pa rečem recimo, kako zdaj čutite levo stopalo, kje imate levo stopalo, pa kje imate desno stopalo. Recimo 30% ljudi, ki jih imam na programu, dvigne glavo in pogleda, kak sta stopali, zaradi tega, ker ko poskuša čutiti, kakšna ima pozicija stopal, v bistvu dobi take nejasne podatke iz telesa ali pa jim ne zaupa serijsko zaradi nezaupanja njihovim staršem, da pol poskuša preveriti vizualno. In pol, ko to vidim, recimo vem, da tak starš ne bo, da bo lahko tudi začutil, kaj z otrokom ni narobe, bo dobil neko tisto slutnjo ali pa podobno, ampak ki ne bo verjel in bo predvideval, da je nekaj druga narobe. Kar je pa tudi zelo pogosto, kar pa starši tudi sami priznajo, pa je, da niti niso hoteli razmišljati v smer, da bi bilo kaj narobe z njimi ali pa s partnerskim odnosom in da ima otrok zato težave, ker bi to pomenilo cel kup problemov in da pol rajš razmišljajo v smeri, kako bi otroku nekdo drug pomagal, nek zunanji strokovnjak, terapevt, zdravnik in učitelj, vzgojitelj, kot pa da bi sprejeli dejstvo, da je najverjetneje nekaj narobe doma, ker da pa v bistvu ne more nekdo drug rihtati namesto nas, ampak morata starša sama dva prijeti problem v roke pa se ga lotiti odpravljati. In tukaj je ta glavna izkušnja bila, ki sem jo dobil skozi večletno delo kot učitelj AEQ-ja, ki se je pokazal, in pa sem v bistvu opazil, da to ni slučajnost, da se otroku stanje izboljša, ker se izboljša stanje staršev, ali bom drugače rekel, da ni slučajnost, da se otrokovo stanje izboljšuje, skladno s tem, koliko se starševa senzorno-motorna amnezija znižuje, pa njegova čustvena zrelost dviguje. Pa, ko sem videl, da to ni slučajnost, sem začel to proučevati in potem namensko delati s starši, ki so imeli otroke z
kroničnimi težavami in je vedno znova prihajalo do enakih rezultatov, in to je, da se je kljub temu, da otrok v bistvu ni aktivno sodeloval v učenju, ali pa da bi otrok delal vaje, ali pa da bi otrok prišel sem na individualno obravnavo, se je otroku stanje izboljševalo ali pa tudi uredilo, da problema več ni bilo. Pravi, zdaj govoriš, da to, da gre otroku slabo, ni krivica, ni naključje, ni nesreča, ni smola, kakor velikokrat to dojemamo. Hkrati pa to, kar razlagaš, verjamem, da lahko vzbudi neke občutke krivde pri starših. Verjetno to ni namen tvoj. Ne. Osnovni namen je, da se zmanjša nepotrebno trpljenje, tako otrok kot staršev. Ne, da se s prstom kaže, ti si kriv, ti nisi kriv. Razen tistega, kar si na začetku rekla, dejansko se otroku dela krivica. Ker tukaj imam velikokrat pare, ki po parih tednih ali pa po parih mesecih spoznajo, da so otroku učitelj, kakšen je, kako se vede, ali pa so otroka, da je dobesedno sovražili, ker je bil tak problematičen. Imam primere, ko recimo mati, ko zasliši zjutraj otroka, kako spet joka, ali pa ko se ponoči otrok že 10. zbudi, da začuti noter vse tako močno sovraštvo, da prav reče, da bi ga najraje ubila. In seveda, ko si predstavljaš tisto malo bitje, ki je povsem nemočno in kaj je še najbolj grozen, je to, da majhen otrok izjemno dobro čuti, kaj se dogaja okrog njega. In mi odrasli zaradi svoje lastne senzorno-motorne amnezije sploh nimamo pojma, koliko recimo en napet ozračje, ki se starša, ki imata recimo starša tiho mašo, in je tako napeto noter v domu, da bi lahko to napetost z nožem rezal, koliko to otroka boli. Ne? Ker razumeti, jaz tudi na to gledam recimo lahko skozi zakone elektrike. Osnova je, da imate napetost, upornost pa tok. Ne? Zdaj, napetost daje možnost, da steče tok. Tok je delo, ki se opravi, ali je koristno ali nekoristno. Upornost je pa tista, ki določa, kakšen tok bo stekel ob določeni napetosti. Zdaj, če recimo gledamo upornost ali pa upornost telesa odrasle osebe, recimo, če odrasla oseba prime za žico z 220 voltov, ga bo stresel, ene bolj, druge manj, odvisno, koliko imajo visoko notranjo upornost. Če bo pa majhen otrok se dotaknil take žice, ga pa lahko ubije. Ampak dostikrat ga, ker če ne bi pazil, zato je to toliko poudarkov, dajte vtičnice zaščititi, pa pazite, da otrok ne bo tega prijel, on ga prijel. Zakaj? Zato, ker otrok ima bistveno nižjo notranjo upornost kot pa odrasla oseba. In zdaj, če tak otrok živi v toksičnem okolju, kjer je visok pritisk, kjer starša ne znata, ne morata ali pa tudi nočeta odnose urediti in je v tej družini visoka napetost. In zdaj ona dva imata zaradi svoje lastne kronične zakrčenosti, zaradi zadržanega dihanja, napete trebušne prepone, zategnjenih kit, trde drže, zaradi tega jih pol bolijo križ, pa kolena, pa kolki, pa stopala, pa imajo take izbokline, pa kalcinacije, pa hernije, pa glavobole, pa migrene. Oni ob enaki napetosti v tem okolju zaradi višje upornosti proizvajajo manjši tok in so lahko tiho, se ne derejo, ne jokajo, ne kričijo, ne skačejo, ne plezajo po stropu, tako kot včasih so nam rekli, da smo bili tako živi otroci, da samo na luster nismo splezali, ne? To je bil tisti klasičen od starih mam pa starih fotrov, ne? In pol on ne razume, da njegov otrok pa v istem okolju, v enaki napetosti, ima bistveno nižjo upornost. In seveda, kaj se zgodi, če imate tako situacijo, lahko vprašate kjerkoli električarja, čez tako telo, čez tak sistem, ki ima nižjo upornost, steče višji tok.
In ta tok se spremeni mi ta tok v človeku imenujemo občutki, senzacije, impulzi, in to gre čez živčen sistem in se spremeni v visoko napeto, visok tok, visok pritisk, ki pa ustvari močna čustva, močne občutke in seveda potem tudi bolečine. In otrok ima močne reakcije, joka, ne more spati, je nemiren, poje hrano pa je zbruha, je grob do svojega sorojenca ali pa podobno. In v bistvu gledaš otroka pa si misliš, kaj je s tem otrokom narobe. Ker ti svojega otroka primerja s sabo, čeprav si ti 20, 25, 30 let starejši od njega in enostavno ne dojameš, da njegov telo ima nižjo upornost in ima zaradi tega močnejša čustva. In seveda pol kaj delaš? Od otroka zahtevaš, da se vede podobno kot ti. Ne greš pa gledati in ne čutiš, da imaš v okolju, v katerem živiš, previsoko napetost in ne znaš to napetost v bistvu znižati. Predvsem zato, ker si tudi sam živel v družini, kjer je bila kronično povišana napetost in si potem mogel ti isti ta močen tok čutiti in si potem bil tudi ti ustavljen na tak ali pa drugačen način, da se ne vedi tako, da to ni prav, da to ni lepo, da boš dobil kazen, vozil so te okrog zdravnikov, pa antibiotike si dobival, pa kaj vse ne. Tudi zdaj vidim, vedno več pišejo o tem, da so tudi otroci na pomirjevalih, ker je katastrofa, sploh najstniki. In zdaj skozi IQ pa lahko potem starš razume, da je lahko vzrok za otrokovo vedenje te vrste in potem z lastnim delom na programu zmanjšuje svojo nezmožnost, da čuti realno napetost v okolju in potem lahko začuti, to recimo že tam po enem drugem, tretjem tednu programa mi pišejo udeleženci, da zdaj pa dejansko čutijo, opazijo in vidijo, kako je v kakem okolju, kako okolje ustvarjajo za otroka in tudi pol vedno bolj opazijo, zakaj je tako okolje. In pol dejansko lahko se počutijo krive. Ampak point ni, da se tukaj določa, kdo je kriv, ampak da se določi odgovornost nekoga, da to stanje spremeni. Ker v bistvu skozi program se naučijo, da ne morejo pričakovati in da ni prav, da ni pošteno, da pričakujejo, da bo otrok urejal okolje, čeprav se to zelo pogosto dogaja in dobimo stanje, ki mu rečemo čustveni incest, ko otrok skrbi za čustvene potrebe starša. Ali pa recimo dosti pogosta je situacija, da se otrok obnaša, imate hčerko staro 5 let, pa imate sina starega leto pa pol. In mi piše, da se hčerka vede do bratca zelo surovo, zelo grdo, da je do njega nesramna, tudi nasilna, da recimo namenoma, ko vidi, da mati bratca uspava, da bo šel spat, začne hčerka ropotati, pa kričati, pa razgrajati, seveda in pa se vsi zbudijo in pa ni nobenega mira in da ne razumejo, zakaj se tako vede ta otrok. In pol, ko se malo pogovori z njimi, vidiš, da ima ta oče pa mati cel kup nerešenih problemov, ki mu pravi, ko jo rečemo slon v sobi, in da potem hčerka deluje kot neke vrste diverzija, odvračalec pozornosti stran od glavnega problema in sebe naredi za problematičnega otroka, zato da se dejansko ta glavni problem, ki je odnos med partnerjema, projicira na decoy, na vabo ali pa na slepilo, ki ga pa predstavlja hčerka in se potem oba starša ukvarjata hčerko, kak je ona problematična in potem ne vidita, kje je glavni problem. In pol, ko recimo skozi delo z njimi, pa z izvajanjem vaj in zmanjševanjem senzorne amnezije pri obeh pride do tega, da se začneta dejansko zavedati,
kje je slon v sobi, in začneta pol reševati slona v sobi in ga zmanjševati, se potem hčerka začne vedno bolj vesti normalno, ker v bistvu ni več potrebe za diverzijo. Kaj se pa zgodi, če odlašamo in prenašamo reševanje na kasnejši čas? Bom se lotil tega, ko bojo otroci malo starejši, ko bo ta služben projekt mimo, ko končamo hišo, ko bo december mimo. Ja, vedno slabše, ne. Ker problem je ta, da na težave čas skoraj nikoli ne vpliva pozitivno. In tudi, če imamo občutek, da če imamo nek problem, da ga bomo šli reševati enkrat kasneje, da ga preložimo na kasneje, pa imamo seveda kratkoročno lahko dobimo neko olajšanje, ker ni nam treba problema reševati in se počutimo kao dobro, zgodi se pa pol to, da na ta problem čas, ko ga ne rešujemo, vpliva tako, da postaja problem večji. Seveda mi lahko razvijemo senzorno amnezijo do tega problema, pa se delamo, da ga ni, tako kot sem prej razlagal za slona v sobi, ampak skozi čas bo ta slon postajal vedno večji. Mi bomo postajali vedno starejši in vedno manj bomo imeli časa pa znanja, da se bomo s problemom spopadli in pol bomo ta problem v bistvu kar velikokrat naredijo starši, ta nerešen problem prestavili na otroka in ga bojo v bistvu skozi neke vrste dedovanje bojo nerešen problem prestavili na otroka, oziroma običajno je tako, da otrok prevzame nerešen problem na sebe, naloži si križ na svoja ramena, ki ga starša dejansko nista zmanjšala, in pa v bistvu sin ali pa hčer njun križ naloži na sebe in doda njun križ še svojem lastnem križu in potem nerešene probleme, recimo to sploh lahko lepo vidite pri teh zapuščinskih razpravah pa težavah, ki se zgodijo, neskladjih pa prepirih, ki se zgodijo recimo na takih dogodkih, kako se pere umazano perilo za desetletja nazaj. Tako da, če je le možno, je najboljš se problema lotiti takrat, ko je to mogoče, predvsem iz enega enostavnega razloga, ker je to zelo pomemben področje življenja. In tudi glavni razlog, da nekdo je starš, je ta, da v bistvu svojim znanjem, starostjo, zrelostjo, izkušnjami, višjo čustveno zrelostjo, višjo sposobnostjo reševanja problemov, urejuje probleme, ki so vezani z njegovim otrokom ali pa povezani in vplivajo na njegovega otroka, ker s tem uči in kaže otroku, kako bo otrok, ko bo odrasel, reševal svoje probleme kot odrasla oseba. Ker v bistvu pravi, ko jo gledamo na otroštvo kot na učno dobo ali pa na pripravljalno obdobje za to, da boš pa ti odrasel pa živel pač odraslo življenje. Kaj pa tisti, ki imajo že odrasle otroke, je program namenjen tudi njim? Kakšen je lahko vpliv na družino, na otroke, če so že odrasli? Deloma tudi, ker je tako, ko je enkrat otrok odrasel, ko je recimo pravno, formalno samostojen, ko ima svojo službo, ko ima svojega partnerja, ko ima svoje stanovanje, potem mora otrok prevzeti, ta odrasel otrok, prevzeti primarno skrb za svoje življenje in za urejanje problemov, za katere spoznava, da so kronični, kar pomeni, da jih ne zna urediti sam. Seveda je pa velika razlika, ali pri tem njegovem odraščanju in prevzemanju odgovornosti za reševanje svojih problemov, mu njegovi starši so podpora in pomoč, ali pa so v bistvu ovira in otežujejo situacijo. Tako da, recimo v situacijah, ko klasično je, da pride sem recimo par, mož, žena, otrok ali pa dva otroka, kako pač je, in povesta, to pa to ni v redu. Potem analiziramo, kaj se je zgodilo in vedno znova pridemo do tega, da imata pač prenešene ali pa razvite podzavestne vzorce vedenja in odzivanja, ki kronično vplivajo na določeno okolje in kronična oblika
ali pa negativen vpliv določenega okolja na otroka pripelje do tega, da ima otrok kronične težave. In pa se ona dva lota spreminjati svoj odnos, svoje vedenje, odnos do sebe, odnos en do drugega, odnos do otroka. In seveda potem zelo pogosto trčijo v nasprotovanje njunih staršev, sprav starih staršev do otroka zaradi spremembe, ker sta tudi ona dva kot otroka morala vesti se na določen način, da sta pasala s svojimi starši. Zdaj, če tako, da si imel otrok imel pomembno vlogo, da je s svojim vedenjem ohranjal partnerski odnos staršev ali pa pomagal staršem, da niso razpadli, potem ga starši ne spustijo iz svojega vpliva, svoje cone vpliva in takrat imajo pogosto veliko več težav z nasprotovanjem okolice pri njihovi spremembi ali pa ko zahtevajo od svojih staršev, da spremenijo odnos do njih, ko enkrat spoznajo, kakšne recimo nezavedne ali pa tudi zavedne toksične vplive imajo lahko stari starši na starše in potem na otroka, da se potem težje spreminjajo ali pa urejajo odnos s svojimi starši kot med sabo in do svojega otroka. In v takem primeru je vsekakor zelo koristno in tudi pošteno od starša, ki ima odrasle otroke, pa se začne skozi poslušanje tudi tega webinarja pa ostale vsebine, ki jih imate na voljo, ko je, da začne spoznavati, da njegov vpliv na to, kakšne težave ima njegov odrasel otrok s svojim otrokom, ne, ali pa sam s sabo, ali pa s partnersko zvezo z drugo odraslo osebo, da tudi on pristopi k učenju IQ-ja in visoko učinkovitem izvajanju vaj, s katerim zmanjšuje senzorno motorno amnezijo pri sebi, ker bo on lahko potem veliko bolj natančno določil, kje je njegov vpliv na odraslega otroka pozitiven, kje je negativen in pozitivne vplive bo obdržal ali pa ojačal, negativne bo pa odpravil in bo s tem bistveno olajšal urejevanje stanja svojem odraslem otroku. Ampak staršem se velikokrat zdi, da delajo drugače kot njihovi starši, zavestno se odločijo, da ne bojo ponavljali njihovih napak. A je to sploh mogoče oziroma kdaj je to mogoče? Ja, načeloma bi to moralo biti dovolj, samo vsi pa vemo, da ni, ne. Lahko imamo nekaj časa prepričanje, da ker mi delamo drugače kot naši starši, da bo pol tudi naš otrok drugačen, ampak se potem vedno znova izkaže, da ko mine eno obdobje iluzije ali pa navidezne spremembe pa izboljšanja, da se potem pa stanje pri otroku lahko čez noč zelo poslabša, pride do zelo velikih razočaranj, do šokov, ko si rečeš, pa jaz ne morem verjeti, da je to moj otrok, od kje je on takšen postal, kdo ga je to naučil. In tukaj pride do tistega, kar sem prej že omenil, da otrok bistveno močneje vpliva na telo starša kot na zavest od starša in da telesno stanje starša bistveno močneje vpliva na otroka kot stanje zavesti starša. Zdaj, če ima starš nizko senzorno motorno amnezijo in dejansko ni bistvene razlike med tem, kako na življenje reagira podzavest ali pa zavest, potem bo tudi otrok predvidljiv in bo, tako ko bo starš zavestno hotel, bo tudi se otrok vedel, ker bo vpliv in podzavesti od starša na otroka in zavesti starša na otroka podoben, usklajen. Če ima pa starš višjo senzorno motorno amnezijo in ima podzavestne vzorce vedenja, lahko dosti drugačne od zavestnih željenih vzorcev vedenja, ne? Ker zavedati se moramo pa, da če živimo v določenem okolju 5, 10, 15 ali pa 20 let kot otroci in imajo naši starši take vzorce vedenja, da mi ne moremo preprečiti, da bi te podzavestne vzorce vedenja prevzeli in jih imeli v svojem podzavestnem živčnem sistemu, jasno, da se jih ne zavedamo, samo to ne pomeni, da ne delujejo. In tudi vsi veste ali pa poznate nekoga ali pa par, ali pa ste tudi vi imeli isti primer, ko rečejo, odkaj sta starša, odkaj je zdaj ona mama, ali pa odkaj je zdaj on oče, se čisto drugače vede kot prej.
Zakaj? Zato, ker pač nosečnost, porod in podobne stvari v podzavesti, tako mame, pri mami bolj, pri očetu malo manj, tako pri mami kot pri očetu aktivirajo do takrat speče podzavestne vzorce, pogojne odzive, ker jih ni potreboval, jih tudi nimajo aktivirane. In zdaj, ker jim pride do spremembe vedenja, ker podzavest pa definitivno znatno vpliva na zavest in tudi vpliva na to, kako se starš vede zavestno. In ne glede na to, koliko je starš zaradi negativnih izkušenj iz svojega otroštva, želi in je odločen, da ne bo ponavljal vedenja, ki ga je on bil deležen v svojem otroštvu, sama ta odločenost ne prepreči kroničen in konstanten vpliv njegove podzavesti na otroka, predvsem iz enostavnega razloga. Podzavest je veliko manj kompleksna, veliko bolj enostavna v vedenju kot zavest. In otrok podzavestno vedenje bistveno bolj razume kot zavestno. In lahko rečemo tako, da oseba na podzavestni ravni govori slovensko, na zavestni ravni za otroka pa kitajsko. In tudi, če nekdo govori kitajsko, ga boste deloma razumeli. Pa si boste predstavljali, kaj sploh hoče povedati, pa boste videli, kako maha z rokam, pa z nogam, pa kak izraz ima na obrazu in boste dobili neko informacijo. Ampak, če pa bo nekdo zraven vam govoril slovensko, koga boste bolj poslušali? Seveda unga, ne? In tukaj pride do te razlike, da čeprav starši zavestno si močno želijo in se zelo trudijo, da bojo na otroka vplivali drugače, da bojo preprečili njegovo usodo, se v resnici to ne zgodi, dokler v bistvu ne spremenijo podzavesti. Vam že recimo Trnuljčica, pravljica o Trnuljčici lepo razloži to, da kakorkoli starši želijo preprečiti, da se zgodi usoda, se bo to zgodilo zaradi tega, ker ne moreš spremeniti svoje usode, če v bistvu ne spremeniš podzavesti. In učenje AEQ-ja je pa takšno, da zaradi zmanjšane senzorno-motorne amnezije se začneš bolj zavedati prej podzavestnih vzorcev vedenja in bolj, ko se jih začneš zavedati, bolj jih lahko zavestno spremeniš v drugačne in postopoma spremeniš podzavest in s tem postopoma spremeniš svoj vpliv, ali reči s tem celosten vpliv na otroka. In potem se seveda otrok spremeni. Pa tisti, ki otrok še nimajo, si predstavljam, da je to sploh idealen scenarij, da se lotimo urejanja sebe in okolja, še preden se odločimo za otroka? Sicer to ne pomeni, da bojo spremenili neustrezne podzavestne vzorce vezane na materinstvo ali pa očetovstvo, ker so speči. In ti dokler v resnici, dokler ženska ne začuti otroka v sebi ali pa dokler moški ne začuti žensko, kako spremeni svoje vedenje zaradi tega, ker je noseča. Hrvati prav rečejo, da je ženska v drugem stanju, ne. Se pravi, prav so videli, da ko se otrok razvije v ženski trebušni votlini, da to pol iz telesa, to je spet eno takih vplivov, ne, ki spremeni delovanje zavesti in vsi vemo, koliko so noseče ženske, koliko spremenijo svoje vedenje zaradi nosečnosti. In ta vpliv, telesen vpliv, pa podzavesten vpliv na zavest lahko tukaj vidimo, kako v resnici deluje, ampak tako deluje tudi, ko nekdo ni noseč. Kaj idealno je, da se skozi učenje AEQ-ja, preden ima otroke, nauči razumeti te procese in nauči pravilne uporabe vaj, da lahko vpliva na te procese. In ločuje pozitivne, negativne, koristne, nekoristne, dejansko uporabne, pa preživete, neuporabne podzavestne vzorce, ker se pač življenje tako hitro spreminja, da če imamo mi določene vzorce, ki so bili našim staršem ali pa starim staršem zelo uporabni, so nam lahko čisto neuporabni. Tako kot, ne vem, danes imeti navaden telefon, ko ste številčnico vrteli s prstom, je zelo neuporabno. Da se sicer še zmeraj z njim funkcionirati, samo vsak vam bo rekel, zakaj ne zamenjaš to, zakaj maila raje ne pošlješ ali pa zakaj nimaš raje mobilnega telefona, ker je bistveno bolj praktičen. In zdaj, ko se
v obdobju, ko nimajo otrok, ko imajo tudi običajno še več časa pa več pozornosti na voljo za učenje, učijo uporabljati AEQ, jim je pol bistveno lažje spreminjati tudi tiste podzavestne vzorce, ki se aktivirajo, ko prideta v starševstvo. Teda tukaj je največja korist za tiste, ki otrok še nimajo. Kakšna je pa AEQ razlaga tega, da otrok iz vrtca pogosto prenese viruse, da je pogosto bolan, ima vročine, prehlade? V bistvu je zelo enostavna. Če ima otrok kronično aktiviran simpatičen način delovanja živčnega sistema, mu pade odpornost in mu pade učinkovitost imunskega sistema. Se pravi, je bolj podležen okužbam, in po drugi zdaj kronično aktiviran simpatičen način delovanja živčnega sistema je pa takrat, kadar je otrok v kroničnem stresu. Kroničen stres pa običajno tukaj nastane zaradi tega, ker je okolje, v katerem otrok živi doma, preveč napeto, preveč neurejeno, to, ko sem na začetku današnjega webinarja razlagal, in potem je seveda odhod v vrtec je za ogromno staršev na podzavestni, telesni ravni zelo velik šok, ker so sami, recimo, ko so oni šli v vrtec, ko so bili majhni, je bilo veliko manj sočutja pa uvidevnosti do otrok, pa ni bilo tistega, da so bili starši 3, 4, 5 dni tam, pa da so otroka počasi prevajali na to, da bo šel v vrtec. Takrat je pač bilo, kaj so te pripeljali, zdaj si v vrtcu in se pa bo tam. In če si pač jokal, pa pač joka, se bo že navadil. In to navajanje, privajanje je spet tisto, kar sem prej rekel, ko otrok, ko ima nizko upornost, se na tak stresen dogodek ustvari visoko napetost in ta visoka napetost ob nizki upornosti sproži močen tok in ta močen tok te grozi, da te bo uničil in ga moraš dati ven to energijo in jo daš ven skozi dretje, skozi vročino, skozi različne alternativne načine izražanja te napetosti, te kinetične energije. In seveda, če si ti to kot starš preživel, ti si to pozabil, pa si se navadil, pa saj ni bilo pa nič hudega, ampak tisti čas, ko pa si bil v takem stanju, ki lahko pri določenih otrocih traja več mesecev, ko boš ti 20, 30, 40 let kasneje odpeljal svojega otroka v vrtec in boš spet čutil tisti vonj, pa tiste zvoke, pa boš lahko tudi ne bo isti vrtec, v katerega si ti hodil, ampak že tisti sistem bo tvoje telo, kam pa zdaj mi gremo to, ne? In se začne ti dvigovati notranje napetost v staršu, starš je vedno bolj živčen, starš je vedno bolj napet, lahko se počuti živčenega ali pa lahko se čuti krivga, ker otroka pelje v vrtec, čeprav ve pa čuti, da bi bilo boljše, da je otrok še zmeraj doma z njim, ampak pa zaradi službe ali pa drugih ali pa socializacije in podobnih stvari nima izbire. In pa vsa ta zmešnjava močnih čustev v staršu, kako misliš, da vpliva na otroka, ne? Katastrofa in otrok v bistvu čuti na podzavestni, on čuti kot eno, da starš, to, kar starš dela, da nekaj ni v redu, da je to nekaj zelo narobe, podobno je, ko gremo zdravniku ali pa zobozdravniku in pa rečejo otroka je strah zobozdravnika, kaj otrok sploh ve, kaj je zobozdravnik. Kaj recimo otrok naredi, ko prvič vidi mačko ali pa miša? Pa pogleda obraz starša, predvsem mame. In če bo videl na maminem obrazu, da pač se miša boji, bo pa otrok avtomatsko presodil, bo dal tisto prvo zaznavo, miš je nekaj nevarnega. In zdaj, če se to parkrat ponovi, bo tudi on razvil strah do miši, ki ga bo lahko sicer kasneje zavestno zmanjšal, ampak še zmeraj bo pa telesno, ko bo zagledal miša, se ustrašil ali pa mačko ali pa karkoli druga. In tukaj je podobno, in ko otrok čuti, ko gre v vrtec, da starš je napet, da je živčen ali pa že prej, ponovadi en dan prej ali pa tako, pa seveda bo otrok
tisto, kar starš čuti noter vse, pa je potlačeno, prikrito in se jih tudi starš mogoče tega ne zaveda ali pa si noče priznati, da ima tako stanje, otrok to pol pokaže. In pa se seveda z otrokom ukvarjamo, spet kot distrakcijo, namesto da bi se v bistvu ubadali s tem, zakaj imamo mi negativno izkušnjo z vrtcem in koliko je bila upravičena, koliko ni bila, ali smo tudi mi na vrtec odreagirali negativno, zato ker je naša mama odreagirala negativno. In tukaj imate en dober primer, da boste lažje razumeli, o čem govorimo, ne, ko je žena je pripravljala nedeljsko kosilo in je pekla ribo v pečici in je pač vzela pekač, vzela ribi odrezala glavo pa rep, dala pač jo v pekač in dala v pečico. In je mož vpraša, zakaj si pa odrezala glavo pa rep, ne? Pa razmišlja pa reče, pa ne vem, mama moja je tako delala in pač je že tako dobro, ne. Ja pa rekel, pa še zmeraj ne razumem, zakaj, kadej, a lahko zveš to. Pa rekel, ja, okej, bom poklicala mamo, pa jo bom vprašala. In pokliče mamo, jo vpraša, mama razmišlja, pa rekel, pa ne vem, zakaj, ampak jaz sem videla svojo mamo, tvojo babico, da to naredi in sem pač pol je se tudi tako naučila to delati, ker očitno je že prav, ne. In pol je rekla, a lahko babico vprašaš, zakaj je to počela, ne. In pa babico so poklicala in je rekla, da pač zato, ker je pekač bil toliko majhen takrat, ko so bile manjše pečice, da je enostavno riba drugače ni šla noter, kot če si odrezal glavo pa rep. In zdaj njena vnukinja, recimo, ne, ta prva, ki je mož vprašal, dej, zakaj se to dela, ima pa zdaj veliko večjo pečico kot njena babica, ima veliko večji pleh kot njena babica in bi brez problema dala noter celo ribo, ampak nikoli ni razmišljala, ampak je avtomatizirano, podzavestno izvajala določeno vedenje in na enak način se lahko odpor do vrtca pa slaba izkušnja z vrtcem, ki je imela babica, prenese pol na staro mamo, iz stare mame na mamo, iz mame pa pol na zdaj 3 leta stara hčerko ali pa sina in pol se vsi ukvarjajo s tem otrokom, zakaj on toliko joka, pa zakaj ima vročino, pa zakaj bruha, pa zakaj ne more biti v vrtcu več kot 2 tedna, preden pa mora iti spet na antibiotike in tako naprej, ne. In zdaj, ta program pa omogoča, da se začnete in da se tudi primerno začutite in razumete, na kakšen način vaše telo v resnici odreagira, ko peljete otroka v vrtec, in pa boste lažje razumeli, zakaj se otrok tako vede, in pa boste lahko s svojo zavestjo, ki ima bistveno močnejši vpliv na vaše telo, ko ima pa zavest otroka vpliv na njegov telo, pa s pomočjo vaj, počasi zmanjševali neustrezno, zdaj nesmiselno reakcijo na vrtec, ali boste pa spoznali, da dejansko se vam upravičeno upira iti v vrtec zaradi takih ali drugačnih razlogov, ali ni v redu kaj v vrtcu, ali niste zadovoljni z ne vem, osebjem tam, ali imate nek drug problem, in pa boste v bistvu pa zaznali, da imate dejanski problem, ki ga je treba rešiti, in ker boste bolj vedeli, kaj je dejanski vzrok za otrokovo nasprotovanje, da gre v vrtec, ali pa upor, da gre v vrtec, boste lahko našli boljšo rešitev od obstoječe in s tem v bistvu prekinili ponavljajočo se travmo, ki jo je vrtec predstavljal pri vaših, recimo, pri vas ali pa pri vaših prednikih. Na podoben način si predstavljam, da lahko pol tudi rešimo alergije pri otrocih pa intolerance na hrano. Ja, ker zelo redko je dejanski problem v alergenu. Skoraj vedno se izkaže, da je primaren vpliv to, da je otrok alergičen na nekoga ali na nek odnos, na neko stanje v okolju, v katerem je, in potem ta bes in ta upor, ta protest, ki ga otrok ne more pravilno nasloviti ali pa ni slišan, ni upoštevan, potem otrok prenese na določeno substanco ali pa na določen alergen in potem se spet ukvarjamo z tem, da
da moramo razmišljati, kaj otrok sme jesti, pa kaj ne sme jesti, in potem starša ne morata opaziti, kaj dejansko se dogaja pa v okolju, v katerem ta otrok živi, pa se ne bi smelo. In pol skozi IQ starši spoznajo, da namesto da se ukvarja, kaj otrok ne sme jesti, se začnejo ukvarjati s tem, kaj ne smejo početi. Ali pa česa, kaj bi mogli bolj početi. In pol začudenjem ugotovijo, da otrok kar na lepem, mislim, ni kar na lepem čez noč, ampak da otrok zgublja jakost alergije na določen alergen in da pač ta alergija postopoma se odpravi. Ne da izzveni, ker dejansko odpravijo vzrok za to, ampak ni več potrebe, da bi otrok na tak način izražal močno energijo, močen tok, ker pade napetost, ali pa je tok, ki ga otrok proizvede, ker mu nekaj ni v redu in z njim vpliva na starše, doseže dejanski namen, da starša otroka slišita, začutita ali pa upoštevata njegovo vedenje in da otroka začneta dojemati kot neke vrste senzor ali pa jaz si včasih predstavljam, da je otrok tako kot tista, ko imate meteorološko napravo, ki vam kaže zračni tlak in že vidiš par ur prej ali pa kak dan prej, da bo prišlo do spremembe vremena, ker ti inštrument pokaže spremembo zračnega tlaka, ti ga pa na telesu ne začutiš tako jasno, kot ti vidiš na kazalcu. In otrok je tak zelo natančen inštrument, ampak kaj je problem je, da se veliko staršev ne ve tega ali pa noče vedeti, kaj mu resnico otrok sporoča. Ker če bi si priznali, kaj je v ozadju teh problemov, ki jih otrok ima, bi mogli se lotiti konkretno spreminjati svoj odnos do sebe, pa odnos do drugih, pa kaj dopuščajo in kaj ne dopuščajo, kako se drugi vedejo do njih, ali v službi, ali doma, ali v sorodstvu, ker je pa bistveno težje, kot pa otroku dati nekaj, ali pa mu reči, da nekaj sme, ali pa da nekaj more. Zakaj pa je nek otrok sramežljiv, zadržan, se težko vključi v družbo, je bolj samotar? Ja, tukaj je razlogov lahko več. Skoraj nikoli nisem eden, ne. Ampak pretiran sram se običajno prenese iz, tako kot sem prej razlagal, odpor do vrtca. Malo lahko recimo, največkrat se pokaže, da je bilo tudi starša upravičeno sram nečesa, ali sram nečesa, kar so njegovi starši naredili, ali eden od staršev naredil, recimo, ne vem, oče je bil alkoholik in je otrok skozi poslušal, kako te ni sram, kako ga ni sram, da je tak, koliko je lahko tak, lej, kak hodiš okrog, spet si pijan prišel domov, smrdiš, ne vem, ves denar si zapil, sram te je lahko. In potem, ker očeta ni bilo sram, ali pa je bilo premalo sram, potem v bistvu otrok, da uravnovesi debet pa kredit, zakon o ravnovesju, na katerem tudi temelji IQ, potem otrok je pretirano sramežljiv in s tem v bistvu nadomešča ali pa lahko rečemo skrbi za čustveno stanje starša. In tako sramežljivost seveda potem najprej akutna, ker realno se, če gledate tudi tako čist osnovno, če pogledate, kaj je otrok. Otrok je v bistvu novejša kopija starša. In zdaj, če imate vi v sebi pol očeta, pa pol mame, ne, tako genetsko kot vplivno. Oziroma običajno je malo večji vpliv mame kot očeta, ker se pač vsi otroci se rodijo iz ženske, noben se ne rodi iz moškega. So vsi otroci, naj si bojo sinovi ali pa hčerke, morajo biti 8-9 mesecev v mami, ne pa v očetu. In je vpliv mame na otroke večji kot vpliv očeta na otroke. To je normalno in naravno. Ampak, kakorkoli obrnete, vam recimo, predstavljate si, da vam mati ali pa teta ali pa strična, stara mama reče, ti si pa isti oče, si mu podoben, ali pa tak nos imaš kot on, ali pa tako govoriš kot on, ali pa tako hodiš kot on. Pol pa slišiš, kot tvojemu očetu govorijo, da ga je lahko sram,
da je nesposoben, da je neumen, da je pokvarjen, da je takšen in drugačen. In ti v bistvu poslušaš nekoga, ki ti reče, da si tak kot on, pa jasno, vse tisto, kar rečejo za njega, ti poistovetiš se z njim in daš na sebe in pa si misliš, rečejo mi, da sem tak kot on, potem pa o njem govorijo take stvari, torej sem jaz tudi tak kot on. In zdaj, ker otrok ima manjši upor in ima manjšo moč, da zavestno vpliva na svoje dejanja, pa manj močno ima tudi podzavest, seveda je tako vedenje pri otroku potem še bolj poudarjeno, še močnejše, še večje kot recimo pri staršu. Plus tega je tudi pol vsem ustreza na neki ravni, da se ukvarjajo z pretirano sramežljivostjo otroka, ne pa z razlogi, zakaj oče ne more nehati zlorabljati alkohol. Kar je pa spet v veliki meri ali pa v konkretni meri tudi posledica nepravilnega ženske vloge, ki jo ima ženska v tej družini, da moški v bistvu se vede tako neodgovorno, da zlorablja recimo v tem primeru alkohol. Zdaj, na drugi strani imamo pa danes ogromno otrok, ki so hiperaktivni, neposlušni, pretirano živi, povzročajo težave, imajo motnje pozornosti. Kako pa to rešimo? To je ta previsok tok. Poanta je zmanjšati napetost v domu, kar je pa funkcija obeh staršev. Sploh funkcija ženske je, da že strukturno in telesno, če pogledamo žensko telo, vidimo, da pri njej je namen ženskega telesa je bolj, da stvari umirja, pomirja, urejuje, usoglaša, spravlja stvari skupaj. Moški ima pa bolj poudarjeno vlogo, da vznemirja, da je impulziven, da je vihrav, da je leteč, da je bolj nepremišljen, bolj agresiven. In zdaj, če preveč žensk sprejme ali pa more igrati moško vlogo, kar je pri Slovencih še zaradi tradicionalne nagnjenosti v preteklosti moških k neodgovornem vedenju ali pa močni nemoči, ki je izhajala spet iz tega, kako smo živeli 50, 100, 200 let nazaj, so mogle ženske, zaradi tega, ker moški niso znali kontrolirati pa biti funkcionalni gospodarji, ki bi bili učinkoviti v gospodarjenju, so mogle pa ženske prevzeti moško vlogo, da so družine preživele, moški so šli v vojno, so bili ranjeni, so bili invalidi, so bili ubiti, cel kup stvari in so pa mogle ženske same poskrbeti za to, da so pač otroci ostali živi. Je seveda pride potem do tega, da ta funkcija umirjanja, ki jo naj bi ženska naravno imela, zgine. In seveda potem nimate v družini nobenega, ki bi znal umirjati situacijo in pride potem do visoke napetosti. Pa tukaj dodate še vdor agresivnih energij skozi televizijo, skozi internet, skozi radio, skozi glasbo in cel kup stvari, ki skozi dviguje pritisk, dej, kup. In seveda potem mora nekdo sproščati to. Zdaj odrasli se sproščajo to povišeno napetost ali tako, da se omamljajo, ali tako, da se utrujajo z delom, športom na neke druge načine, ampak s tem ne rešujejo kronično povišeno napetost v družini in potem dejansko deluje otrok kot neke vrste hladilni stolp, ali pa varnostni ventil na ekonomloncu, ki v bistvu svojo hiperaktivnostjo, pretirano živostjo spreminja to napetost v družini, v gibanje in s tem v bistvu umirja ali pa drži pod nadzorom, da ne pride do eksplozije kot take. Ogromno otrok danes je odvisnih od telefona. Je to v tem sodobnem svetu sploh mogoče preprečiti? Uporabo telefona mislim, da ne, pa tudi ne bi bilo smiselno preprečiti uporabo telefona, mobilnega ali pa pametnega telefona in ostalih recimo tablic, uporabo interneta.
zaradi tega, ker nam v bistvu lahko zelo olajša življenje, ga poenostavi in izboljša. Samo seveda je potrebno imeti pa dovolj visoko čustveno zrelost in občutek, sprav nizko senzorno amnezijo, da ločimo med uporabo, izrabo pa zlorabo. Ne? In zdaj, če to znamo kot starši doseči, potem mi ne zlorabljamo mobilnih telefonov ali pa interneta, in s tem kažemo tudi otroku, kakšna je razlika med uporabo, izrabo ali zlorabo. Ne? In zdaj, poanta je, da če starš dvigne čustveno zrelost, kar je namen programa, če zmanjša senzorno amnezijo, kar je namen programa, potem lažje tudi sam določi, kje in koga in kako on zlorablja. In potem bo bolj razumel, zakaj njegov otrok zlorablja nekaj ali v tem primeru recimo pameten telefon. In bo s tem on lahko starš zmanjšal zlorabo nečesa in bo s tem v bistvu vplival na otroka, da bo otrok tudi zmanjšal zlorabo v tem primeru mobilnega telefona. Plus tega skozi učenje starša, da zna bolj točno določiti, kaj je uporaba, izraba pa zloraba, se bo tudi njegov otrok učil, da bo znal bolj točno ločiti med uporabo, izrabo in zlorabo in bo lažji, sploh pol, ko enkrat postane najstnik, pa dobiva vedno več samostojnosti pa volje, da bo on sam znal presoditi, kdaj nekaj uporablja, kdaj izrablja pa kdaj zlorablja. Zdaj, IQ programi imajo tudi že znanstvene dokaze, da delujejo. Kakšni so? Kaj so starši že dosegali skozi pretekle programe? Te raziskave so zdaj narejene že 3. Imate jih tudi objavljene na spletni strani iq.si. Imate skrajšane verzije pa daljše verzije in lahko opazite, jasno je razvidno, da v bistvu pristop, ki ga omogoča učenje IQ-ja na spletnem, prek spletnih 30-dnevnih programov, da je v bistvu najbolj učinkovit način učenja in uporabe IQ-ja za potrebe dviga čustvene zrelosti in zniževanja senzorne amnezije. In rezultati so v bistvu po vseh statističnih parametrih nadpovprečni in statistično značilni. Seveda je pa treba tudi se zavedati, da ker te programi omogočajo pozitiven in učinkovit vpliv na kroničen problem, tako da se kroničen problem zmanjšuje, so tudi zastavljeni resno. Se pravi, ker ukvarjamo se s problemi, ki so zelo zahtevni in dolgoročno lahko tudi smrtno nevarni. Zato sodelovanje na tem programu ni hec. To ni pač nekaj, bom šel malo na program, pa bom tam malo videl, pa če bom imel čas, bom bil tam, če ne bom bil tam. Ker če hočete dvigovati čustveno zrelost pa zniževati senzorno amnezijo, tako kot je treba biti v istem času in v istem prostoru z tistim, ki vas to uči. Prav v tem primeru sem to jaz. Torej, zato ni na voljo posnetkov razlag, ni na voljo posnetkov odgovorov na vprašanja, ker je to namenjeno samo tistim, ki so tam. Ker takrat ima odgovor na vprašanja daleč največji vpliv. Ne samo, da je udeleženec pod mojim vplivom, ko mu to razlagam in lahko sliši in čuti tisto, kar jaz čutim povezano s tem, kako se jaz odzivam na določen problem, ampak je tudi zraven pod vplivom vseh ostalih, ki sodelujejo na programu. In to se pol, ker teh veliko, je pol tudi sila in pritisk in vpliv, ki ga program ima na posameznega udeleženca, bistveno večji, kot če bi recimo ta program bil naprej posnet, pa bi ga pol kupili, pa bi ga vila gledati, ko bi vam pasali, in tako naprej. Ker tudi recimo zdaj na tem programu, ki ga zdaj imam za partnerski odnos, je bilo par vprašanj, a bomo imeli program tudi čez praznike, sprav za 31. ali pa za 1. Pa sem dal odgovor, ja, zato ker kronične težave tudi ne upoštevajo praznikov. Sprav, iti v spreminjanje sebe, celostno spreminjanje sebe je zelo zahteven in močen proces, ki zahteva od tistega, ki se ga loti, da marsikaj žrtvuje. In v tem primeru je potrebno žrtvovati 30 večerov med 8 in 9 uro,
9, 9 pa 5, 9 pa 10, odvisno pač, kako se vprašanja izidejo. Kar je sigurno naporno, neprijetno, dosti mi je tudi nedosegljivo, ker pol imam veliko vprašanj, jaz delam en teden dopoldan, en teden popoldan, kaj pa v takem primeru vam nažalost ne morem s programom pomagati, ker če bi bili vsak drug teden na programu, pol program ne bi imel primerno močen vpliv na vas. Svetujem, če si lahko uredijo z dopusti ali pa zamenjavami tako, da bi pač en mesec delali sam, ne vem, dopoldan, pa bi pol šli naprej, ker je veliko omejitev. Tako da sodelovanje na programih je zelo zahtevno, predvsem tudi zaradi tega, ker ko zmanjšujete senzorno amnezijo, vedno bolj čutite, kako ste. In zelo redko kdo začne bolj čutiti, kako je dober. Ampak začne vedno bolj čutiti, kako vse ni dober in ti je smotano in ti je težko in bi najraje, dostikrat mi rečejo po 3 ali po 4 tednih programa, da bi najraje nehal. Ja, ampak če odnehaš, pa ne dosežeš tistega, ker iti ven iz kroničnega problema je vse prej kot lahko in zato so tudi programi tako narejeni, da imajo zelo jasno strukturo, zelo jasen red, zelo jasna pravila, ki se jih je pač treba držati, ker tudi, če se ne držite pravil, ki zmanjšujejo kronične probleme, ne boste mogli odpraviti kroničnih problemov. Ja, pa če je nekomu finančno predrag? Ja, v tem primeru nima kaj druga, kot pač počakati, varčevati, da bo se prijavil na pač ta program bo imel spet maja, mislim, da maja drugo leto. Je pa res, da zdaj v bistvu razmišljamo in iščemo variante, kako bi lahko nakup programov omogočili tudi na obroke, oziroma če nekomu pomaga to, da plača sodelovanje programu na 2 obroka, pač nam ne piše mail, pa se dogovorimo, da en pol plača na začetku, pol plača pa pred koncem programa, to gremo ljudem seveda vedno lahko na roko. Ampak načeloma je to pač zelo zahteven program tudi za nas, ne. Zaradi tega tudi ne more imeti neko simbolično ceno, ker zahteva tudi od mene, kot tudi ekipe, ki dela tukaj zadaj, veliko tudi odrekanja in je zelo zahteven tudi za nas, ne. Je pa seveda veliko pa tudi da, tako da če primerjamo, kaj lahko udeleženec programa dobi, za ta denar je razmerje izjemno pozitivno, če seveda potem to, kar mu program omogoča, pa ga nauči tudi uporabi. Ne pa da po programu pozabi. Se pravi, na program se lahko prijavijo preko spletne strani aeku.si? Ali pa prek linka, ki je zraven tega webinarja, ki ga gledate. Okay, se pravi, če povzamem, je ta program namenjen predvsem za tiste, ki razumejo pravilo, da se ne sprašujemo, kaj je narobe z našimi otroci, temveč da se vprašamo, kaj je narobe z našim vedenjem, z okoljem, v katerem otrok živi, torej da se naučimo pometati pred lastnim pragom oziroma urejati lastni prag. Ja, lasten dom, ker bolj, ko imamo urejen lasten dom, bolj pa lahko tudi opazimo, kaj pa vse ni v redu okrog doma, v šoli, v soseski in tako naprej. In pa, ker imamo za sabo uspešno urejanje lastnega doma, imamo tudi avtoriteto in pravico, da kažemo in opozarjamo na napake, ki so okrog našega doma. Ker v praksi pa vidim, da so najbolj glasni, ki opozarjajo na napake v, ne vem, šolah, vrtcih, v odnosih do otrok, ravno tisti, ki imajo doma največji kaos in potem tistega slona v sobi poskušajo ne videti, tako da čez okno gledajo ven in kažejo s prstom na druge, da jim ni treba reševati tega. In pa seveda tudi, če dosežejo, da se okrog njih nekaj spremeni, ne uredijo pa notranjosti tistega primarnega izvira, ki najbolj vpliva na otroka, pa njegovo vedenje, pa njegovo zdravje, seveda tudi ni pol nobenega pametnega ali pa dolgoročnega učinka.
Okay, torej lepo vabljeni vsi, ki vas AIQ program za izboljšanje odnosa z otrokom pritegne. Opomnik še enkrat prične se 25. novembra. Tako, hvala lepa, pa nasvidenje.